razpravljali v dveh korakih. Torej, imamo časa približno 10 minut za krajšo razpravo in potem ni nobene vprašanja. Ja, eno tako, ne, generalno vse, ne. Zdaj, to smo pač tak bionarativni, ne. Sodobna tehnologija pa je biometrična, ne. Nas sledi skozi letališča in mejne prehode, pa tudi kmalu že v lastno kuhinjo, Leonardo pa po teh zapisih, ne, bolj ali manj povezani dejansko z njegovim ustvarjalnim pač delom. Ne. Zdaj, kaj to pomeni po 500 letih? Ne? Kaj pomeni ta življenjska opredeljenost? Ne? No, ta neoliberalna paradigma, ki ste mogoče zaslutili od zadaj, pa vendarle zdaj Evropa vlaga eksplicitno javne milijone v nove Leonarde, ne? Kaj to pomeni? In to bi naj seveda bil vsakdo. Vsak fant iz kmetije oziroma malomeščan, najmanj ne, buržoazija oziroma Bildungsbürgertum nam naj ne bi več vladal, ki je očitno imel škarje in platno v 19. in 20. stoletju. Kako zdaj razumeti, ali pa kako razodeti resnico o tem, ali je ta ne samo socialni dvig, ampak tudi karierni dvig ali preboj, ki ga našim mladim bodočim Leonardom, z vidika mojega prejšnjega prispevka, obljubljamo, ne, tudi v Almi Mater, ne, ali pa od začetka do Almi Mater, no. Kako ga zdaj misliti, je ta renesančni mož, renaissance man, torej, da vemo, za kakšen koncept gre, ki smo ga odkrili mi za nazaj, ne, je ta renesančna ženska danes realistična, mogoča pod kakšnimi pogoji. To je tako odprto vprašanje. Ja, jaz mislim, da vprašanje so prava, kot si jih postavil. Leonardo pa morda je tudi tako zanimiv, če gledamo z nekaj distance, 500 let nazaj, ker je bolj kot drugi vrstniki vse delili neke zelo kreativne dobe, ampak je morda za moj osebni okus, ko je seveda zelo poseben nagovarjajoč, ampak je bolj kot drugi v njegove generacije, se pa čez 50-60 let se zelo spremeni, ampak v njegove generacije je bolj kot drugi dvoumen, je ambivalenten, je v tem smislu, da on je navdušen nad tehnologijo, če bi hvala. Ima vizijo, on bi naredil letalo, on bi poskusil leteti, sam še ne zmore, ne? Tudi malo se je motil, ker je on delal načrt, tako kot ptiči, mehansko, ne? Ampak tako se ne da leteti. Zakaj je letalnica v plenici najboljša na svetu? No, Avstrijci naredijo Oberstdorf, plenica let, šus na mizo, ampak ne gre, zato ker izkoristiš vzgonski let. Torej, si fizično močjo bi manj narediš izkoristiti vzgon. V tem smislu se Leonardo ni znal ujeti pravega padala, ne je mislil mahati z roko. Ampak hočem reči, dvoumen je okolikor zaupal to tehnologijo. Po eni strani je to tisto, kar nas danes vznemirja, ker imamo te možnosti, imamo v rokah to plahno, tudi škarje. Tehnika pa sama na sebi ne misli. Tehnika sama na sebi nima cilja. Edini cilj, ki ga ima tehnika, je, da funkcionira. Kaj pa umetna inteligencija? Cilj, smisel, smislitev, namen mora ustvariti naša človekova glava. Po drugi strani, to je tisti negativni aspekt, recimo, pozitivno-negativni pri Leonardu, ki po drugi strani pa je mogoče tudi en pozitivni vzgib, ki ga nam nudi, on je pa vendarle imel 500 let vmes, ampak je imel naravo kot celoto in človeka na tej zemlji kot del enega sveta. In to je tisto, kar danes na področju humanistike, tudi družboslovja, recimo, govorimo, da smo poklicani, da vedno bolj razvijamo neko planetarno zavest, z neko tehnologijo, ja, tehnika, ja, ampak z neko odgovornostjo pri njeni uporabi.
morda kakšno vprašanje, komentar, pohvala. V bistvu, stratega Pendla, ki ste se dosti različno lotila problema. Jaz sem na začetku nekako smisli, ki si nakazal, da sta oba potrebna. Če se je treba ukvarjati z Leonardom, kot ga je mogoče rekonstruirati, in jaz sem pripričan, da če hočemo razumeti te osebe, moramo nekako izhajati predstav, ki jih imamo danes. Jaz kot raziskovalec zgodovinskih pojavov imam velike težave, kako se odvarjati s preteklimi zgodovami. Mogoče je, da sem svoj pomen, to ni bilo tako očitno, sem dejstvo, da sem svoj pomen, če sem neko porodil neko schemo, ki se jo da povzeti, predvsem kot je zelo prst. Torej, moje vprašanje je, vajno, da sem pogledal, to koncept sploh umetnika, koncept umetnika je resnejši. In recimo to je eno vprašanje, torej koncept umetnika, povezavo z Leonardom, in drugo, v bistvu, danes, kako povezujemo to umetnost in znanost, da je tukaj umetnik še zmeri isti, kaj umetnik je historičen. Vsakdo, ki se kdajkoli ukvarja z zgodovinskim mišljenjem, ima seveda določene probleme ali rekonstruirati ali pa se ne ozirati, da te zgodovina moti. Samo je pa res nekaj, ne glede na to, kar je Raymond Popper napisal o historizmu in tako dalje, da smo si to brali, ampak vendarle, Leonardo in renesančni ljudje, reformatorji in seveda tudi hubadisti so pravzaprav hoteli ponoviti antiko. Ampak kadarkoli hoče karkoli ponavljati, dejansko dela nekaj novega, ker ponovitve ni. Mogoče Peter Handke to zna, Wiederholung, ampak tega ni. Zanimivo je, da so humanistično gibanje, renesančno gibanje in seveda tudi reformacijsko, po Delimoju je to seveda la civilisation de la renaissance, enotna pravzaprav, je težnja po obnovi. Sej oni mogoče sami sebi svojega položaja ne definirajo tako jasno, ampak definirajo položaje tistih, ki so prej gotski, torej gotsko, torej nekaj obskurnega, pa gotske črke, ki niso gotske. Gotje nimajo nobene zveze z gotico, ampak takrat jih pač tako začnejo opraviti. Tako da mogoče ni to tako zelo dramatično, kako mi gledamo, ker tako samo od sebe pride nekaj drugačnega. Mogoče je zelo dobro, da se postavimo čist na filozofsko izhodišče, tako kot so predsokratiki, recimo, kot so francoski moralisti za moderni svet ali seveda v 20. stoletju, ko se od tega je razred, opazovalec, da se tukaj začenja in potem kamor nas pač prinese znanost, umetnost, pustimo se presenetiti. Mogoče umetna inteligenca, ne glede na to, kako zelo umetelna je in umetna, pač kaj se zmore, mogoče nekega okvira ne more prebiti, ki ga človek lahko, čeprav je recimo manj zmogljiv informacijsko, ampak lahko pa napravi neke nove slike, Sej, pri Leonardu to pa danes razen meni rekel, da ni nič novega pogruntal. Pa je veliko novega, pravzaprav, ko je stvari stapno na drugačen način, kot so jih oni poprej. Pa je bilo to kar
novosti, torej paradigmatske novosti so ravno tako pomembne, kakor recimo, recimo sintagmatske. Super, hvala. Hvala za pozornost. S tem bomo sklenili drugi sklop.